Spoštovane in spoštovani, drage obiskovalke in obiskovalci, cenjene gostje in gosti, dobrodošli na zagovornikovi okrogli mizi Varstvo delavcev pred diskriminacijo. Z veseljem predajam uvodno besedo predstojniku Mihi Lobniku. Izvoli. Hvala, Jelena. Lep pozdrav, dobrodošli na okrogli mizi zagovornika načela enakosti, spoštovane gostje okrogle mize, na kateri želimo javnosti predstaviti naš drugi priročnik z področja dela in zaposlovanja. Prvega smo pripravili lansko leto in je bil sicer namenjen delodajalcem, s katerim smo jih želeli natančneje obvestiti o njihovih obveznostih, o pravicah delavcev in pristopih, kako lahko povečajo enake možnosti v okviru procesov, ki jih kot delodajalci ustvarjajo. Ta letošnji, današnji, drugi priročnik pa je, kot piše na naslovnici, za zaposlene oziroma iskalce zaposlitve. Zagovornik načela enakosti je specializiran državni organ za varstvo pred diskriminacijo, ki deluje tako neposredno z ljudmi, ko jim svetuje oziroma preiskuje prijavljene primere diskriminacije, kot tudi sistemsko. To pomeni, da pripravlja priporočila za zakonodajo in pa izobražuje oziroma ozavešča na tem področju. In ta današnja aktivnost je del tega našega izobraževanja in tudi ta priročnik je namenjen temu, da pride v roke ljudem, ki so pač v poziciji iskalca zaposlitve, iskalke ali zaposlene, da se zavejo svojih pravic in načinov, kako jih uporabiti. Evropske direktive so že pred 20 leti v celem evropskem prostoru natančno opisale in poudarile pravzaprav pravice delavcev, da niso diskriminirani na delovnem mestu, tudi pri iskanju zaposlitve. In naša zakonodaja, konkretno Zakon o varstvu pred diskriminacijo, te pravice, torej izhajajoč iz direktiv, tudi natančneje poudarja. Kje velja protidiskriminacijska zakonodaja? Pravzaprav je področje iskanja dela, zaposlitve, sindikalnega delovanja med prvimi 4 navedenimi v zakonu, seveda veljajo tudi druga področja zdravstvenega varstva, socialnih pravic, izobraževanja, na trgu dobrin in storitev in tako naprej. Ampak kaj je posebno na področju zaposlovanja in dela? Posebno je to, da velja pravzaprav absolutna prepoved diskriminacije, torej ni mogoče, praviloma ni mogoče najti legitimnega cilja in opraviti testa sorazmernosti, da bi upravičili vseeno neke oblike diskriminacije, kakor to sicer za diskriminacijo velja. Razen v zelo natančno določenih primerih, to so pravzaprav poklicne zahteve, to so vprašanja starosti in trga dela in zaposlovanja, vprašanja, ki so povezana z vero in vprašanja, ki so povezana s privilegiranjem enega spola, predvsem povezano z nosečnostjo in materinstvom. Skratka, to je eno od sporočil protidiskriminacijske zakonodaje, še posebej je stroga na delovnem področju. Zato se veselim vašega pravzaprav razpravljanja danes, vaših pogledov na to, spoštovane gostje in gosti, na to tematiko in da bomo skupaj to publikacijo širili med tiste, katerim je namenjena, to so med ljudi, ki iščejo zaposlitev, delavce in tiste, ki se znajdejo v položaju, da bi lahko bili na delovnem mestu diskriminirani. Samo za konec omenim, da je v preteklih letih delovanja zagovornik na področju dela pravzaprav naredil nekaj odmevnih preiskav diskriminacije. Zelo bi izpostavil vprašanje tako imenovanih božičnic in nedodeljevanja le-teh, pač tistim, ki so bile zaradi nege otrok ali zaradi nosečnosti dalj časa odsotne iz delovnega mesta. Pa tudi ne nazadnje še vedno pogosto vprašanje o načrtovanju družine, ki se pojavlja v okviru zaposlitvenih intervjujev in teh kontekstov. Tudi v zvezi s tem smo imeli pri nas že nekaj primerov in eden se konkretno še traja, ker se je delodajalec
pritožil na upravno sodišče, ampak stališča naše institucije so v zvezi s tem jasna, glede božičnic jim je pritrdilo tudi upravno sodišče. Toliko za uvod, besedo predajam gostom in gostkom in kolegici Jeleni Aleksič, ki bo okroglo mizo vodila. Hvala lepa. Hvala lepa predstojniku za uvodni nagovor. Zdaj pa z veseljem povabim gostje in gosta, da se mi pridružite za to tako imenovano okroglo mizo, ki to ni. Izvolite. Goran. Torej, priročnik za delavce oziroma iskalce zaposlitve in zaposlene je bil že omenjen, samo še na kratko, čisto osnovna predstavitev vsebine, najprej nekaj uvodnih poglavij o varstvu pred diskriminacijo, potem nekaj poglavij, ki v bistvu bolj razpravljajo o tem, kako z ukrepi spodbujati enake možnosti, in potem še zadnji del, ki pa govori o poteh iskanja pravnega varstva, torej zaščite pravic. Tako da mislimo, da bo lahko kar uporaben za zelo različne javnosti in ciljne skupine. Tako, še preden dam gostjam in gostom besedo, bi še prisotne obvestila z nekaj bolj tehničnimi informacijami. Se pravi, za pogovor smo predvideli približno 1 uro časa, potem še nekaj časa za razpravo s publiko, tako da vas že zdaj vabim k sodelovanju, da z nami podelite razmisleke, komentarje. Z nami sta tolmački slovenskega znakovnega jezika, gospa Tanja Đuljati Davinič in gospa Kaja Novosel, ki ju lepo pozdravljam in se zahvaljujem že vnaprej. Vse govorke in govorce tudi zaradi tolmačanja naprošam za bolj počasen govor, kot smo morda nekateri navajeni, in bolj razločen. Za tiste, ki potrebujete, smo prostor opremili s slušno zanko. Če potrebujete kakršnokoli drugo podporo, se lahko obrnete na sodelavke in sodelavce zagovornika. In to bi bilo približno to. Oba priročnika, torej za delodajalce in za delavce, sta poleg nekaterih drugih zagovornikovih publikacij dostopni tamle zadaj na mizi. Sicer pa sta priročnika seveda dostopna tudi na spletni strani zagovornika, na podstrani ozaveščanje. Angleški prevod priročnika za delavce smo zagotovili, žal zaenkrat samo v digitalni obliki, je prav tako dostopen na spletni strani zagovornika. Kot ste opazili, današnji dogodek snemamo, o tem, kako bodo posnetki uporabljeni oziroma ko bodo objavljeni, vas obvestimo kasneje. Tako, zdaj pa najprej predstavim z veseljem današnje goste. Z nami so gospa Irena Štanfelj, strokovna sodelavka pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, dobrodošli. Gospa Martina Vuk, pravna svetovalka pri Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, dobrodošli. Gospa Mojca Žerak, predsednica sindikata Mladi Plus, dobrodošli in hvala za udeležbo. Gospod Dan Juvan, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, hvala za udeležbo. In gospod Goran Lukič, vodja društva Delavska svetovalnica, hvala tudi za udeležbo. Dobrodošli vsi. Naj povem, da smo povabili tudi precej pristojen inšpektorat Republike Slovenije za delo, pa žal nam niso zagotovili sogovornika, tako da bomo pač več časa namenili drugim vidikom današnje teme. Če začnemo s prvim vprašanjem, vrstni red sem si zamislila tako, da ga bom potem malo obrnila. Najprej gospe. Gospa Štanfelj, kakšen je sploh odnos do članov in članic oziroma sindikalistov? Se pravi, ali imajo člani sindikatov težave zato, ker so sindikalisti,
Ali so kakšne razlike v položaju sindikalistov v javnem in zasebnem sektorju, če jih zaznavate, opažate? Skratka, začnemo najprej s položajem sindikalistov in sindikalist, ker smo slišali, da je članstvo v sindikatih področje, ki je z zakonom o varstvu pred diskriminacijo zavarovano in tudi seveda zakonom o delovnih razmerjih. Izvolite. Mislim, da kar dela, ja? Deluje. Izvolite. Redu, ja, hvala lepa za vprašanje. Jaz bi vsekako rekla, da imajo sindikalisti precej težav. Kljub temu, da v delovnopravni zakonodaji imamo dve vrsti zaščite. Ena je, kot ste že omenila, je v bistvu prepoved diskriminacije zaradi samega članstva v sindikatu. Drugič pa sindikalne predstavnike velja tudi posebno pravno varstvo pred odpuščanjem, ki pa se žal ni izkazalo za učinkovito v praksi. Zdaj v Zvezi svobodnih sindikatov smo že vrsto let opozarjali na primere nezakonitega odpuščanja delavskih predstavnikov in sicer pogosti so bili primeri, ko je delodajalec zaupniku odpovedal pogodbo o zaposlitvi, kljub temu, da se je že predhodno zavedal, da je odpoved nezakonita. Po samem izpeljanju sodnega postopka pa je sodišče ugotovilo nezakonitost odpovedi, delodajalec pa je še naprej trdil v bistvu, da nadaljevanje delovnega razmerja kljub nezakoniti odpovedi ni več mogoče zaradi porušenega zaupanja. Delodajalec je v takšnem postopku seveda dosegel svoj namen, kar pa je bilo v bistvu izločitev sindikalnega predstavnika iz svojega kolektiva za nizke stroške. Zdaj, lani sicer je prišlo do spremembe v sami delovnopravni zakonodaji, nekoliko se je izboljšal položaj delavskih predstavnikov pred odpovedjo, saj za zadržanje učinkovanja odpovedi pogodbe sindikalni predstavnik ne potrebuje več zaprositi sodišče za začasno odredbo, ki je bila v praksi prej redko izdana. Prav tako v bistvu je upravičen do nadomestila plače v primeru, da je napoten za, to se pravi, na čakanje na delo. Zdaj tudi sicer lahko rečemo, da sindikalni predstavniki so deležni več pritiskov na delovnem mestu, pogosto so tudi disciplinirani, prejemajo opozorila pred odpovedjo, tudi če tem opozorilom ne sledijo sankcije, pa so v negotovosti in strahu. Zdaj, omenila bi še en vidik, v bistvu, kar je problematično, da je namen discipliniranja sindikalnih zaupnikov pogosto tudi zastraševanje in discipliniranje preostalega kolektiva in pa tudi namen oslabitve sindikata v podjetju. Ponekod se na sindikat gleda kot na moteč dejavnik in ne kot na socialnega partnerja. Samo včlanjevanje v sindikat pa je izpostavljeno kot nezaželeno. Seveda pa tukaj ne smemo posploševati, zdaj sem omenila res nekaj slabih praks, zdaj v splošno pa mogoče ni tako hudo, kot na prvi pogled se zdi. Dobro, hvala. No. Dokler bo en sam tak primer, bo dovolj hudo, če lahko komentiram, ampak vseeno. Torej, čeprav razumem, bom kar malo s kakšnimi podoprašanji še vseeno. Torej, čeprav razumem, ta dodatna pravna zaščita vendarle deluje, zasleduje cilj. To bomo še videli, ker se je lani šele prišlo do spremembe. Torej, čakamo prakso. Ja? Čakamo prakso, vsekakor bo pa v bistvu ta postopek nekoliko dražji za delodajalca, mogoče saj v zasebnem sektorju bojo mogoče še enkrat premislili, če bojo šli v ta postopek, v javnem mogoče malo manj, ker pač mogoče denar gre iz javnih sredstev, ampak hočem pa tudi reči, pod vprašanje, ki ste prej rekla, glede samih razlik, bi pa rekla, da mogoče med samim javnim pa zasebnim sektorjem ni toliko velik razlik, ker posod tam, kjer se vodstvo odloči, da se bo znebilo sindikalnega predstavnika, se ga tudi bo, ne glede na to, ali gre za javni ali pa zasebni sektor. Ok, hvala. Jaz vas sicer spodbujam za intervencije, tako da če sem prav razumela, gospod Juvan, vi ste hoteli nekaj dodati, komentirati, kar izvolite. Delajo, ne rabimo nič prežigati. Lep pozdrav, sem hvala za vabilo. Mogoče so vodoma, mišljen je bil sicer moj kolega državni sekretar Igor Feketija, ki pokriva tudi trg dela in pokojnine, tako da upam, da bom v tem delu jaz lahko kompetenten.
Kar sem hotel reči, je mogoče včasih je fino kakšno stvar posplošiti. Dejstvo je, da na ravni podjetja, kar se tiče sindikalnega delovanja, je tako, da če se najde en sindikalni zaupnik ali pa vodja sindikata, ki je izjemno učinkovit, to pomeni izjemno tečen, da se včasih bolj splača z raznimi sredstvi tega človeka spodkopati, izločiti iz podjetja, ne glede na trenutne finančne stroške tega početja, ker na dolgi rok, in to smo videli pri Arrivi, naprimer, na dolgi rok se to dejansko splača. Če so sindikati nekje močni in bojo ravno kar dosegli neko pomembno zmago, se včasih management oziroma vodstvo podjetij to splača nekako prekiniti z vsemi možnimi sredstvi, tudi pa legalnimi. In tudi tako se je izkazalo, da so nekateri sindikalni predstavniki bili odpuščeni iz krivdnega razloga, pa je potem kasneje sodišče ugotovilo, da tega razloga ni bilo in jih je mogel delodajalec vzeti nazaj na delovno mesto, ampak to je bilo čez leto, dve, ko je bil ta sindikalni boj že končan. Potem pridemo tudi do težav seveda reintegracije tega delavca, ta težava še ostaja odprta. Tudi zdaj, če sodišče ugotovi, da je bil delavski predstavnik nezakonito odpuščen, sodišče večinoma na predlog delodajalca odloči, da ni potrebna integracija tega delavca. V pogajanjih sindikati pri zakonu o delovnih razmerjih smo to temo imeli odprto, žal nismo mogli z delodajalci zapreti, zopet je posredi splošna sodba, seveda interesa. Mogoče sam majhen dodatek, prej je veljalo, da delavski predstavnik ni dobil nobenega avtomatičnega zadržanja, učinkovanja odpovedi delovnega razmerja, zdaj pa smo v zakonu naredili 6-mesečno to vakacijo. 6 mesecev je zaščiten in nadomestilo se mu je dvignilo. Hkrati pa smo v nekaterih primerih delodajalcev so se posluževali tudi pisnega opomina pred odpovedjo kot neko sredstvo utišanja. Tudi tukaj smo spremenili ta rok ponovne kršitve iz 12 mesecev, ta probacijski rok je zdaj 6 mesecev in pa po novem ima delavec možnost podati pisno nasprotovanje tako izrečenemu ukrepu in pa delodajalec mora pisno odgovoriti na to, kar seveda samo po sebi ni neko pravno sredstvo zelo močno, je pa res, da lahko kasneje na sodišču ta pisni material vendarle pomaga. Evo, toliko. Hvala. Gospa Martina Vuk, vi prihajate iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki združuje 8 sindikatov, med njimi kar nekaj torej sindikatov, ki zastopajo poklicne skupine, kjer gre za precej feminizirane poklice. Kaj vi recimo opažate, kar se tiče varstva pred diskriminacijo? Se pravi, če smo bili zdaj recimo pri področju sindikalistov, torej pri osebni okoliščini članstva v sindikatih, mogoče vi lahko rečete kaj na temo spola. Bi rekla, da ja. Izvolite. Ja, en lep pozdrav, zagotovo lahko rečem kaj na temo spola, lahko tudi rečem kaj na to osebno okoliščino članstva v sindikatu ali pa delavskih predstavnikov. Mogoče bi tukaj začela, pa bom potem prišla na spol. Zakaj? Zato, ker verjetno ste vsi vsaj tako ali pa drugače prek medijev spremljali to zadnje spreminjanje zakona o delovnih razmerjih in vse, kar se je dogajalo tudi potem, ko je bil sam zakon sprejet. Ni naključje, sploh ni naključje, da je bilo toliko, kako se temu reče, šundra, tako glasnega poskusa, da imamo temu reči kar PR-ovskega, a ne prikazati, kako so te spremembe, ki so bile na koncu sprejete, bile izsiljene strani sindikatov, kako so čist nepotrebne, kar se tiče delodajalcev, ker imamo mi same super zgledne, ustrezne delodajalce in da zdaj na ta način jih želimo kaznovati. A ne? Ampak praksa, dosedanja vsa praksa, a ne, konkretni primeri in še vse tisto, kar ni prišlo do pač konca na sodiščih ali pa skratka, da bi bilo pravno ustrezno odločeno, a ne, nam kaže na to, kako veliko v resnici diskriminacije imamo ali pa dajmo reči
šikaniranja, neenake obravnave, discipliniranja, a ne, s tako eno široko besedo, zato, ker se želi preprečiti delavskim predstavnikom, da bi kazali na kršenje pravic delavcem, ker se želi nadaljevati s prakso, ki se ji pri nas reče znajdi se, a ne, svobodna gospodarska pobuda, ki deluje po principu znajdi se in zakaj bi kdo v to posegal. In to se nam kaže zlasti na dveh področjih, ki smo se jih dotaknili tudi v ZDR-ju. Ena so ta opozorila pred odpovedjo, a ne, in druga je v bistvu ta zaščita delavskih predstavnikov. Pri obeh smo naredili pomemben korak naprej, ampak daleč od tega, da bi zdaj pa dosegli avtomatsko, recimo, ne vem, prepoved dajanja opozoril delavskim predstavnikom ali pa sodno varstvo takoj, če dobiš. Nič od tega se ni zgodilo. Smo pa naredili ene pomembne korake naprej za večjo zaščito, zato da vseeno lahko dosežemo to, da bo delodajalec dvakrat premislil, ker če nič drugega bo mogel zelo natančno obrazložiti, bo mogel dati delavcu možnost, da se izreče o teh očitkih, ki mu jih daje in tako naprej. Skrajšali smo obdobja, zato ker je drugače to kot Damoklejev meč viselo na delavcem in ni vedel, kaj bomo jutri našel, ker dejansko je tako se dogajalo, ne? In zato je to pomembno. Z vidika zaščite delavskih predstavnikov bomo pa videli učinke, ne? Ker je bil odlok začetka uporabe tega dela, in se nam bo pokazalo. No, jaz sem prepričana, da se bo pokazalo, da so bile te spremembe v pravo smer in da so bile več kot potrebne, da verjetno bo treba še kaj storiti v prihodnje. Zdaj pa, če se osredotočim na javni sektor, tudi v javnem sektorju se dogajajo ta discipliniranja, razni ukrepi, kako onemogočiti sindikaliste, a ne, in sindikalistke, mogoče na kakšne drugačne načine, a ne, mogoče s kakšnimi drugačnimi postopki, čeprav opozorila, pa to je zelo tudi pač uporabljena zadeva. Je pa treba vedeti, da javni sektor ni samo državna uprava, niso to samo ministrstva, naš javni sektor je zelo razvejan, tudi sindikalna organiziranost je zelo različna. Recimo SVIZ kot največji naš sindikat iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja združuje več kot 50-60% vseh zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja. Torej, tam je več kot polovica vseh zaposlenih v tej dejavnosti včlanjenih v sindikat. Zato je tudi njihovo delovanje drugačno, tudi zavedanje o pravicah in tudi ravnanja delodajalcev, pač to vpliva tudi na ravnanje delodajalcev. Ne vpliva zato, ker ti lahko sodeluješ v vseh fazah prej, preden pride do konkretnih primerov. Lahko sodeluješ tudi pri oblikovanju sistemskih rešitev, za to področje in tako naprej, kar ni povsod. Recimo zdravstvo in socialno varstvo enako, imamo dva zelo močna sindikata z veliko sindikalno organiziranostjo in to se potem kaže. Tudi podlage pravne so različne, a gre za ta javni sektor ali gre za ožji del, državne uprave pa občinske uprave in je tudi te podlage so drugačne. Kar se tiče samega področja spola in tovrstnih primerov, se nam, jaz bi rekla, da ta feminizacija poklicev in posameznih področji že odkar jaz vem, v resnici, odkar se jaz s temi področji ukvarjam, o tem govorimo. Ampak o tem govorimo zelo tako ohlapno, se zavedamo, po statistikah vidimo, kakšen je delež pač žensk, kakšen je delež moških zaposlenih na teh področjih. Si pa drznem trditi, da sploh še nismo prišli nikamor dlje od tega, da bi ugotavljali statistike in da rečemo, ja, tega se bo tu treba lotiti, ampak dajmo najprej zagotoviti, kar to jaz tudi sicer govorim, dajmo najprej, ampak treba je izenačiti področje odločanja. Ko bomo uravnotežili nivoje odločanja tudi po spolu, bojo te odločitve drugačne. Jaz sem prepričana v to. Ko bomo se lotili teh povezav, stereotipi, predsodki in pol diskriminacija, torej tega stereotipiziranja, ko nam kažejo
podatki, da ko neko področje bolj ko se feminizira, zgublja ugled v družbi, zgubljanjem ugleda so manjša, nižja plačila, bolj si lahko vsak privošči, to ni pomembno, zgublja moč v družbi tudi z vidika uveljavljanja ali pa zauzemanja za neke odločitve in to je vse potem en začaran krog. In ja, verjetno je skrajni čas, da začnemo razmišljati tudi z te vrste, ko govorimo o enakosti spolov, torej ne samo pač ne določiti kvote za te položaje odločanja in tako naprej, ampak verjetno tudi kakšni ukrepi so možni z vidika na teh področjih, kjer je pač velika feminizacija poklica, ki prinaša sabo potem te učinke, ki pa so negativni učinki brez dvoma. Tukaj se skoraj, da sam postavlja to vprašanje, kaj najprej se zgodi feminizacija ali se najprej zgodi upad ugleda poklica in potem feminizacija, ne? Kar, mislim, da najprej gospa Vuk. Ne, sej, usporedni procesi so to, ne? Usporedni procesi so, vpliva pa to tudi na vse to je povezano z močjo. Torej, ni tle sam vzrok in posledica zelo enostransko gledano, ampak nam se na veliko področjih dogajajo procesi od zadaj, dajmo jim tako reči. Torej, te neformalni dogovori, neformalni vplivi, neformalne odločitve, ki pa imajo zelo velik vpliv. In ko se pač tudi najvišji položaji na teh področjih postanejo tisti neključni odločevalci, se potem dogaja pač vse to po eni strani, po drugi strani pa vseeno tukaj velja tudi iste piramide, naprimer v šolstvu. Število zaposlenih učiteljic, več kot 80%, število ravnateljev 50-50 in ravnateljic. Torej niti približno ne odražajo te vodstveni položaji dejanskega deleža zaposlenih v sodstvu enako, zelo očitno. In tako naprej. Tako da to ni, te klasične vse oblike neenakosti ostajajo, hkrati pa ena velika masa, pa postaja pač vedno manj pomembna. In ja, to je povezano tudi s plačili, da si ne bomo slepili. Zdaj, kaj je prej vprašanje? Verjetno Dan ima še en odgovor. Se bom kratek. Glede položaja žensk imam še marsikaj zapovedati, pa bom samo v tem delu mogoče probal odgovoriti. To, kar na levi imenujemo družbeno predpisane spolne vloge, pa to, kar na desni imenujejo narava žensk. Družbeno predpisane spolne vloge, če pogledamo samo številke, vse, kar je skrbstva, pa varstva, pa izobraževanja, pa nege, tisti so feminizirani poklici. Pri zdravstvenem in socialnem varstvu imamo 78,3% zastopanost žensk, pri izobraževanju 78%, to so najvišji procenti. Druge so potem tudi uradništvo, pa storitve in prodaja, gostinstvo recimo, take bolj skrbstvene po sami družbeni vlogi nekako izstopajo. Samo to je en velik del tega. V zdravstvenem in socialnem varstvu, torej nekako v skrbstvu imamo tale pay gap, torej plačno vrzel 24%. V Sloveniji na celi ravni državi 8%, ampak na sociali, ne pa na varstvu, pa 24%. Ja, hvala. Kar zadržite mikrofon, kar vam Aha, kar izvolite. Dela, kar. Pri feminiziranih poklicih jaz zelo rada omenim primer računalniškega programiranja v bistvu, ker v začetkih računalniškega programiranja je bil to tako zelo neugleden, slabo plačan poklic, programerke so bile pa ženske. Ko pa je ta panoga ratala izredno profitabilna, se je pa kar naenkrat razmerje obrnilo. Poklic je ratal izredno ugleden v družbi, zelo dobro plačan in v njem še vedno zdaj prevladujejo moški. Tako da jaz mislim, da tudi ta mislim, da je tako zelo povezano eno z drugim in tudi to, kar več profita naredi in je torej nekaj, kar spada bolj v sfero produkcije v narekovajih, je spet bolj za moške in tako kot je Dan že opozoril, to, kar je pa reprodukcija, to pa itak ni delo zares, tako da zakaj bi ga dobro plačali. Ja, super. Gospod Juvan, zdaj pa vprašanje v bistvu za vas, prilagojeno za vas. A bi rekli malo provokativno, smo se tako zamislili, prvi krog naj bi bil malo provokativen krog, pa smo kar zelo resno zagrabali vsebino, pa kakorkoli. A bi rekli, da je moški med 30 in 40 na trgu dela pri nas, da je privilegiran?
Kakor. Sem najbolj zaželjen, bi jaz rekel. Torej je privilegiran. Privilegiran, ja. V čem? Zakaj? No, sej, mogoče lahko vodoma mal, ker to sem si pa rekel, da bom vodoma vseeno povedal. Ministrstvo je bilo na Komisiji Združenih narodov za status žensk pred enim mesecem in kadar smo v tujini, se Slovenija res lahko pohvali z določenimi sistemi, z določenimi številkami, z javnimi storitvami, za zastonj izobraževalno vertikalo, za varstvom otrok, z 365-dnevnim starševskim dopustom in tako naprej. In hočem samo tle, preden bomo začeli kritizirati, poudariti, da je erozija teh sistemov, bo erozija tudi enakosti med spoloma. No, to je po mojem se zelo treba zavedati, smo biti ponosni na to, kar imamo in to tudi ohranjati in imeti to tudi v misli, kadar se pogovarjamo o davkih in o kapitalu in delodajalcih in tako naprej. Drugo bi rekel, da če vam še ene par podatkov povem, ki bodo potem pojasnili, zakaj so tudi moški privilegirani sploh v teh letih. V 82% primerov je ženska tista, ki vzame tisti zastonj dan za nego otroka, kadar je on bolan. V 95% je ženska tista, ki izkoristi prenosljiv del starševskega dopusta. In v 97% je ženska tista, ki vzame krajši delovnik zaradi tega, ker ima v družini otroka. Ne. To vse pomeni, da je ta skrb v družini še zmeraj zelo neenakomerno porazdeljena in iz tega izhaja tudi potem implicitno, kdo bolj sodeluje na tako imenovanem trgu dela. Ne. In zdaj vi ste dali to številko 30 do 40, to so leta, kjer se zdaj trenutno, bi jaz rekel, ljudje odločajo, nažalost to kasneje, ne, zaradi drugih dejavnikov, tudi za otroke. In mislim, da je to s tem povezano. Ne. Zdaj, druga stvar, na katero je pomembno opozoriti, je, da zdaj trenutno so vsi delodajalci izjemno dobri. Zaposlujejo ranljive skupine, invalide, mlade, ne, ker ljudi na trgu zdaj dela ni in delodajalci vzamejo vse, kar leze in gre. V nekih drugih okoliščinah makroekonomskih, v času kakšne krize, ko se bo brezposelnost dvignila, potem bomo pa lahko videli, kdo so tisti, ki ostajajo na obrobju in ostajale bojo ženske, ki načrtujejo družino, ženske, ki se bo spet spraševalo, kdaj mislijo zanositi, mladi bojo tudi bili mogoče zadnji zaradi manj izkušenj, invalidi, starejši in tako naprej. Ne. Tukaj se potem vprašati, kakšne programe recimo naša ali druga ministrstva imajo, ne, ali samo copy-pastamo programe. Ne. Zdaj recimo, a je smiselno dajati subvencijo za zaposlovanje mladih, ne, in to v milijonih, medtem ko je gospodarstvo tako, da bo zaposlilo, kot sem rekel, vse, kar leze in gre. Tako da ja, iz teh razlogov neenakomerne porazdelitve, predvsem tega reproduktivnega domačega dela, sledi ta privilegiran položaj potem moških. Ja, vemo pač, da v časih recesije, kadar narašča brezposelnost, itak se najprej poveča delež žensk brezposelnih, tako to, kar v vseh zgodovinskih ciklih drži. Gospod Goran Lukič, eno tako vprašanje, ki ne bi bilo provokativno, a je danes ljudem na ič, kot sva midva, težko dobiti zaposlitev? Ali se je vendarle kaj spremenilo tudi v luči tega, kar je ravnokar državni sekretar omenil, da glede na trende na trgu dela ni ravno veliko izbire ostalo delodajalcem, ampak vseeno, izvolite. Če grem zdaj z vidika, vse kar leze in gre. Zdaj, zadeva je taka, da niso zadeva je taka, da ljudje na ič niso zdaj samo ljudje na ič. Ne. To ni zdaj samo balkanski bazen, ki se izpraznjuje oziroma transferira čez Slovenijo, pa mislim, da počasi že zelo intenzivno v Nemčijo, oziroma vse bolj intenzivno tudi nazaj v Bosno in Srbijo. Mi dobivamo zdaj praktično vsak dan izstopne izjave delavci in delavke, ki grejo nazaj v Bosno. Pa ne zaradi tega, ker je pač tam toliko boljše življenje, pa tako se popolnoma začali na Slovenijo. Ampak gremo rečemo zdaj, bom poskusil narediti tukaj transverzalo na bitje za Strešico, ampak kakor sem rekel, to so osebe, ki vse bolj prihajajo iz držav, ki so za nas kao eksotične, recimo, ne vem, primer Filipini, primer Madagaskar, primer Uzbekistan, primer Nepal, Bangladeš. In v bistvu imamo zdaj situacijo, ker je pravzaprav se nam dogaja zdaj resnična globalizacija. Mi smo zdaj bili navajeni na glokalizacijo, na lokalni bazen kadrovski, ki je pač bil nam na razpolago, mislim, ne meni, ampak delodajalcem. In to je bilo v bistvu tam. Ne? In to je bilo v bistvu bolj kot ne, pač ne lih krožne migracije, ampak je delna integracija bila, ne pa ravno integracija, bolj getoizacija. Zdaj, kaj se tiče sam, v bistvu, kaj ste postavili vprašanje, bi bolj rekel, da je vprašanje pogojev dela.
Bolj bi rekel, da vprašanje tega, kaj delodajalec ne sam ponuja, ampak kaj delodajalec vsak dan nudi. In bolj vprašanje tega, kaj delodajalec ne sam nudi, ampak kako se obnaša do teh delavcev. Naša izkušnja zadnjega časa je, da je pač grozno. Zaradi tega, ker delodajalci jemljajo te delavce in delavke kot delovno silo. Pa kako to razumejo, da pač so to osebe, ki so itak, jaz bom rekel, dobesedne citate nazaj ponujo, ki so glupe, ki so lahko vesele, da so prišle iz Bosne, ki so lahko vesele, da so prišle iz Filipinov, ki so lahko vesele, da so prišle iz Nepala, da se jim da delodajalci priložnost. Veliko je verbalnega zlorabljanja, tudi nažalost fizičnega zlorabljanja je dost. V bistvu se to dogaja za zaprtimi stenami. Imeli smo primere nizkih delavcev, ko jih je delodajalec pretepal, pač ker so bili pač glupi Indijci, tako jim jih pač rekel. In tukaj mislim, da imamo mi zdaj eno hudo zagato, zaradi tega, ker to je vse zelo nevidno. To so vse manjša podjetja, ki so bodisi pač skrita nekje kot kuhinjski pomočniki, ki potem slučajno ali pa pač seveda namerno tudi živijo pri tem delodajalcu, torej niso samo vezani na njegov smislu dela, ampak po 12 urah grejo potem živeti štuk više v sobico, ker ga delodajalec potem še nadzoruje in potem morajo še kaj pucati, zrihtati, kakšen vrt še urediti in tako naprej, kot je bil recimo primer ene kmetije, kmečkega turizma, pardon. In tukaj v bistvu je zadeva takšna, da se vse bolj veže te delavce oziroma obratno, da delodajalec vse bolj veže te delavce na sebe, ko pa zadeva mogoče zagusti, ko kakšen delavec hoče iti stran, ko preprosto hoče iti stran na način, da ima vsega dost, pa ima takšen delodajalec na žalost pripravljen plan B in ima pripravljeno kakšno izjavo o odreku dovoljenja za prebivanje, ki ga je delavec je podpisal ali pa pač ne. In tukaj mislim, da se je na žalost oblikoval mehanizem kvazi integracije teh delavcev in delavk na trg dela, ki veže te delavce in delavke na te delodajalce. Jaz pač razumem, da obstajajo na trgu dela dobre delodajalci, ki se dobro odločujejo preko dobrih kampanj, preko dobrih organizacij, ki se dobro organizirajo, ampak bodimo realni, delodajalcev v Sloveniji pravnih oseb je več kot 240,000. In tukaj imamo hudo situacijo, da je dosti teh delodajalcev zelo skritih, nima radi večjih mest, imajo zelo radi manjša mesta, manjše upravne enote, manjše banke, kjer lahko pač šmuljajo zadeve, kjer lahko se bolj intimno pogovarjajo z uradnimi osebami, tako rekel, da se lahko hitreje potem potekajo dokumenti za njih. V zadnji so pa ti delavci in oni se tako integrirajo. Jaz sem povedal primer recimo filipinskega delavca oziroma delavke, oni preprosto niso vedeli. Čeprav je zdaj bilo rečeno, tudi ko sem bil prisoten na eni izmed konferenc novinarskih kot te nove agencije za posredovanje delavcev za filipinske delavce, ja, mi bomo informirali, mi bomo pač pomagali, tam je tudi državna agencija filipinska, ki lahko potem dobijo vse informacije. Govorimo o reda velikosti 10 milijonov delavcev, torej ne bojo mogli vseh porihtati. Vmes imamo pa te delodajalce, ki na sebe vežejo, ki zaračunajo in potem pademo v sistem takšne, kakršne je. Mislim, da smo zdaj v hudi situaciji, ko preprosto se tudi nadzorni organi ne zavedajo reda velikosti tovrstnega izkoriščanja na nivoju, torej povezav z delodajalcem, vezave na delodajalca, ker če imaš ti delodajalca, ki na sebe na takšen način veže delavca, je zlahka, da mu daš izredno odpoved, ko delavec beži, mu daš izredno odpoved na njegov naslov, ki je slučajno pri njemu, pri delodajalcu, on pošle, on prevzame konc zgodbe, delavec je izredno odpoved, v sistemu Zavoda za zdravstvo je odjavljen, on sploh ne ve, da je odjavljen, sploh ne ve, da nima dovoljena za prebivanje, pride policija, deportacija. In to se dogaja. Torej, to ni zdaj primer enega delavca, to je primer večjih delavcev. In mislim, da tukaj imamo v bistvu hud, ali rekel malo bolj pozitivistično izziv, da mislim, da za te delavce in delavke, ki so zdaj tisti, ki nadomeščajo to generacijo bitje z strešicam, ki se bolj tranzitirajo bodisi zahod, bodisi vzhod, je treba res narediti eno zelo dobro, ne samo informacijsko kampanjo, verigo informacij, ki poteka od konzulatov, in tukaj nadzor vseh teh podjetij, ki jih rekrutirajo in ki jih zaposlujejo. In to mora biti jasno tudi pokazano. Mogoče pa sam še za konec ena zadeva, kaj se tiče prakse delodajalcev. K nam prihaja vse več mladih mamic, ki so recimo v trgovinah, izmensko delo, mame samohranilke, no go, pač to je tvoj problem, otrok je tvoj problem, tukaj pač se boš mogla že zmeniti, vodje poslovalnic so tako dostakrat zmaji,
in preprosto to je za njih pač ena zadeva, ki je osebna zadeva delavke, pač preprosto povedano, to si ti zrihti. Konkretni primer delavke, ki se za nas obrnila, ona je v bistvu na tabletah doma, ko je prihajala, je bruhala, ona je molit psihiatra zaradi tega, ker je vodja poslovalnice tako nalogovala, da v smislu, koliko sem rekel, bod vesela, da delaš, ker si prišla iz Bosne, da preprosto pa je ni več držala in je pač molit na bolniško. In to ni en primer. Sistematično opažamo primere dela mater samohranilk glede izmenskega dela, pogojev dela, da so preprosto, kako ste rekli, znajdice. Pač znajce in naš način dela je takšen, izmensko delo je, če ti kaj ne paše, pa pojď naprej. Mogoče samo še ena zadeva, kar se tiče potem prevaljenja teh vzorcev v sistemsko zakonodajo, dost je, recimo, zadev, ki se dotikajo povezave, tudi pokojninski zakonodaji, z recimo neplačanim gospodinskim delom, kako to vpliva na uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja. Primer recimo čistilka, pride v Slovenijo, celo življenje je v bistvu bila gospodinja, celo življenje je v bistvu skrbela za celotno gospodinjstvo, vzgojila vse moške, ki so potem pridno dodali dodano vrednost Sloveniji kot rodbinci, prišla ona v Slovenijo, ko je bil čas, in je tukaj začela delati, imela poškodbo izven dela, hudo poškodbo izven dela, postala invalidka prve kategorije, ker je imela poškodbo izven dela, je po pokojninski zakonodaji padla v tisti čuden 42. člen, ki se upošteva samo en del zavarovalne dobe, in ker je postala invalid prve kategorije, imela premalo zavarovalne dobe in nima za invalidske penzije. Ker nima stalnega bivanja, nima niti socialne pomoči. In gospa je pa celo življenje delala, garala, ampak ker je pač celo življenje garala nevidno, ko pa je prišla v Slovenijo, je imela pa zavarovalne dobe ravno za leto pa pol premal, da lahko uveljavijo pravice iz pokojninskega zavarovanja. Pa še ena mogoče zadeva sistemska pri ZDR-ju, zadnjič dobim klic od enega sindikalnega kolega, čuj, tujci imajo kakšno omejitev glede veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas. In tako meni čudno, kako to misliš? Ja, zdaj delodajalci in kar veriži pogodbe za določen čas. In v ZDR-ju v 54. členu je določilo, da se od omejitev veriženja pogodb za določen čas obstaja izjema za tujce. Torej, v bistvu, tujci, ki nimajo prostega dostopa do trga dela, 54. člen, prvi odstavek 4. alineja, je napisano, da je lahko izjema za tujce, ki nimajo prostega dostopa do trga dela, razen tisti, ki imajo soglasje, torej recimo bosanski delavci iz Bosne in Srbije, pri njim se lahko veriži pogodba do stalnega bivanja. To je napisano na takšen, mislim, to je argumentirano na takšen način tudi v pravni praksi, ker se je spremenila tujska zakonodaja, oziroma zakon za poslovanje delo tujcev, ampak ko sem poklical na inšpektorat za delo, so rekli, ja, to pa imamo res težavo. In torej v bistvu se praktično dogaja situacija, ker lahko delodajalec očitno, jaz tega nom reklamiral, tujce kaj, ker veriži pogodbo določen čas, kaj. Tukaj je veliko teh zadev, o katerih zelo veliko govorimo, ampak evo, ko ste me vprašali za eno bitja na ič, mogoče zaključiti z eno zadevo, ki je zelo aktualna, in sicer delavke, ki delajo v čistilnih servisih, po različnih naročnikih, tudi javne naročniki. Kaj se dogaja? Recimo, k nam prihajajo delavke različnih veroizpovedi. In pač zadnjič so se obrnili na nas delavke, ki so muslimanske veroizpovedi in prakticirajo vero in imajo pokrivalo. In delodajalka oziroma njena vodja, neizmena pa tiste enote, je rekla tej gospodični, ko je prišla na delo, ti si pa ekstremist. Zaradi tega, ker ima pokrivalo. Mislim, jaz pa tebe ne morem tako poslati delati. Mislim, gospa se je obrnila, zjokala in je prišla do nas. In ni to bil edini primer. Ta delodajalec se je potem nas poklical in je sila nerodno argumentiral. Je rekel, veste, to je tudi vprašanje varnostne izjave pri delu. One, ko te obleke vlečejo po tleh, potem je to tudi vprašanje VZD-ja, če kakšno območje, ki zahteva bolj čisto območje, kot recimo kakšna bolnica. Pole pa še začela razlagati, veste, če imaš pa kak dom za starejše, je pa tudi vprašanje, veste, ti uporabniki so konzervativni. Oni nočejo videti gospe s pokrivali tam. In tukaj je v bistvu potem ta delodajalka meni to tako zelo nerodno razlagala, če ješ upravičljivo, kaj hočeš od mene, da ti slišim, da ti povem, imaš prav. In tukaj delodajalci, jaz mislim, da ni edina, jih je kar neki takšnih, ki v bistvu imajo situacijo takšno aktualno z delavci, delavkami, oziroma bolj kot ne obratno, te delavke imajo hudo situacijo s takšnimi delodajalci, ki pač prakticirajo drugo vero, ampak evo, naletijo na to, ti si pa ekstremist. Tako da,
Kar se tiče prakse, je to hudo v bistvu za te delavke, oziroma tudi za delavce, ker mi smo primer recimo pa delavca, ki je prakticiral isto pač islamsko vero in je molil na delovnem mestu in je to motil delovni proces. Do te mere, da je dobil odpoved. Tako da, mislim, da tukaj je to vse paše v pakete, rečemo globalizacije, ki se pogovarjamo. In delodajalci preprosto rečejo, to vse moti delovni proces. Mi moramo imeti našponano, takšno je naš način dela, pač znajce. Malo se šel preširoko mogoče. Ne, v redu je, kaj ne rečem, konkretni primeri, seveda tudi pri zagovorniku nekaj teh primerov smo zaznali, obravnavali, niso se vsi iztekali, ljudje so se sami umaknili, seveda, ne, ker razumemo, da je to težka situacija, ko si pač v relaciji z nekom, ki je absolutno močnejši od tebe v vseh ozirih. To je to, kar ste prej govorili, ta navezanost delavca na delodajalca, ki tako rekoč res je gospodar tvoje usode, ne. Ampak v vsakem primeru vabimo, da se tudi take primere prijavi zagovorniku, ne. Moram pa reči, no, da sem pa ravno zadnjič slučajno po nekem naključju službeno govorila z eno gospo iz enega podjetja, ki je sicer multinacionalno podjetje in se ukvarja z prevozom nekih posebnih odpadkov. Klicala pa nas je zagovornika zaradi nekih vsebin, ker je pripravljala predavanje za obstoječe zaposlene, ki so večinoma iz Balkana, da jih bodo pripravili na prihod delavcev iz, mislim, da je rekla, iz Nepala. Ampak moram reči, da je v tem kontekstu povedala recimo tudi to, da imajo zaposlene, ki prakticirajo islamsko vero in da omogočajo izvajanje teh molitev v času, ko je zaposleni na delu, se pravi dobesedno na cesti oziroma na poti, no. Smo pa pri zagovorniku pred leti že slišali za primer, zvedeljno imeli primer, ko pa recimo nekaj podobnega v enem primeru ni bilo omogočeno, ne. Tako, okej. Ja, seveda. Vem točno za ta primer te firme. Ker ta firma v bistvu je, kako vem, ker se je v bistvu na nas obrnila ena raziskovalka iz Mednarodnega inštituta, češ, tukaj da so nas poklicali iz te firme, da bi imela eno predavanje, potem je v bistvu ta raziskovalka še nas kontaktirala, mene osebno, če bi lahko bil zraven. No, pol ni bilo predavanja. Pač, ko smo mi prišli zraven, so ukinili predavanje. Tako da, ne vem, kaj je bilo. Kar, gospod Juvan? Sej sindikati, delovska svetovalnica in vsi ostali, ki se ukvarjajo s posameznim primerom, nas vedno opozarjajo na to, ena, kje so luknje v zakonodaji in dva, katere so nove porajajoče prakse obvajanja, mislim, izigravanja te zakonodaje in tako naprej, no. Zdaj, tudi težko je mogoče včasih neko levo stališče oblikovati v zvezi z uporabo tuje delovne sile, ker po eni strani seveda, če naše gospodarstvo potrebuje delavce, nismo mi tisti, ki bomo zapirali meje in govorili, da tujih delavcev nočemo, ne. Vprašanje je točno pod kakšnimi pogoji pa za kakšnimi nameni, ne. Zdaj, kar se jaz opažam predvsem je v bistvu vprašanje, na kaj si pripravljen pristati, ne. Na kaj je slovenski delavec pripravljen pristati, pa na kaj je nek tuji delavec pripravljen pristati. In ta odgovor ti v bistvu pove, kaj vse je možno z njega izcuzati, ne. Če gremo čisto na primer, recimo tisti delavcev, ki so v Marine Blueju spali na jogih, pa ki so jih video nadzorovali, ne, preko dela in nadlegovali po telefonih, ne, to so ljudje, ki so prišli iz Indije. Če kdo zdaj bil v kakšnem delu revnem Indije, ve, kakšna je tam situacija. In te ljudje so prišli na hitro zaslužiti tistih 3000 evrov premalo, kolikor bi jih mogli sicer, ampak še zmeri so jih prišli zaslužiti in vam zagotavljam, da niso niti nad Goranom veseli, niti nad nami, niti nad inšpektoratom, da smo jih praktično deportirali, ne. Tako da tudi tukaj je, mislim, treba je razumeti, da je to vrstno izkoriščanje, kjer izkoriščaš tistega človeka, ki je dejansko pripravljen in se sam sebe celo vidi, kot da mu nekaj uspeva, da bo domov nesel nek kupček denarja, ne, to je tisto najhujše izkoriščanje, no, ko človeka izkoristiš tam, ki je dih najbolj šibek, no. In tudi težko je v bistvu pričakovati potem tudi neko avtomatično solidarnost teh ljudi z ostalimi, ki mogoče poskušamo to preprečiti, ker mi pa vendarle moramo skrbeti za to, da se zaradi izkoriščanja tuje delovne sile ne izvaja socialni dumping, ne, in nelojalna konkurenca, ker to je pa potem tista tekma navzdol, kjer noben noče biti v takem gospodarstvu, kjer
se bojo potem pravice čisto vse znižale in zmanjšale. Lahko sem en dodatek, a ne? Ravno zato, a ne, mi imamo zakon o delovnih razmerjih, pa vso drugo zakonodajo, ravno zato imamo tudi organe, ki morajo to nadzorovati in sankcionirati. Ravno zato je jasno, da tukaj nista strani enakovredni, ampak je vedno delavka oziroma delavec v bistveno šibkejšem položaju in ni nujno, zato imamo zakonodajo, ki jo je potrebno. Nekatere stvari so stvar dogovora, nekatere se lahko drugače uredijo bolj ugodno v kolektivnih pogodbah, nekatere celo ne, ampak ta osnovne meje so pa jasno določene ravno zaradi tega, ker nihče ne ve, v kakšnem položaju sem jaz in kaj so dejavniki, ki vplivajo na to, da bom jaz pristala na marsikaj. In ko mi določimo standarde, morajo te standardi veljati za vse, ravno zato pa je svet tako, kot je, ne? Ker en del pač živi zelo dobro od tega, da drugi del živi zelo slabo, tako pač je, ne? In če tega, ne, zato seveda te ljudje, tukaj se strinjam, a ne, ko nekdo pride, a ne, in reče, ne, saj sem prišla zaslužiti, seveda sem pripravljena delati po 16 ur, ampak to ni moja odločitev in je prav, da ni moja odločitev, ker mogoče 1 leto zdržim, mogoče zdržim celo 5 let, kaj pa potem pa to, ne, kaj Goran rekel primer, potem pa poškodba ali pa bolezen, a ne morem več delati in bojo rekli, ampak saj si se sama odločila. Se veš, to se zgodi, a ne? Sej oni sami hočejo. To smo pri istem primeru, kot smo pri sistemih socialnih zavarovanj. Dajmo ljudem bruto plačo ven, potem bom pa jaz že tako pametna, da bom znala si sama vlagati v pokojninsko zavarovanje, pa v zdravstveno bom sama plačevala, dajmo konkurenco. A res? A bo res to tako? Jutri, ko bom jaz zbolela, bom rekla, seveda 30 evrov bom dala, ker to si lahko prvošel, pa sem prešparala, ne, ker mi ni bilo treba prispevka plačati. Pojutrišnjem, ko bom imela operacijo za 10 000, bom pa kaj rekla, kakšna grda država, da meni ne zagotovi tega, a nismo vsi ljudje. Ker pač se enih stvari ne moramo sami odločati, zato ker se odločamo tukaj in zdaj in je to človeško. To ni zdaj, ker smo ne ve, kaj je narobe z nami, to je človeško, ampak ravno zato obstaja sistemi socialnih zavarovanj, vseh drugih, a ne, ki nas varujejo, a ne, tudi pred mogoče nekaterimi odločitvami, ki se nam danes zdijo zelo pametne, jutri se bojo pokazale pa kot take, da pač je treba malo naprej misliti, a ne. No, sej, če malo spomnim, da smo na okrogli mizi zagovornika, ki deluje po zakonu o varstvu pred diskriminacijo, tukaj ni razlikovan med osebnimi okoliščinami oziroma državljanstvo je eno pripoznano kot osebna okoliščina, naprimer, ne, zaradi katere nihče ne sme biti v slabšem položaju. Teorija. Ampak dajmo tej teoriji tudi vsebino skupaj, no, tako bi rekla. Ja. V okviru nacionalnih držav, ne, je seveda osebna okoliščina stalnega prebivališča en faktor, ki je podlaga za legitimno diskriminacijo, ne. Če bi bil razgovornik izjemno radikalen, ne, bi rekel, ne, kako pa to, da te pravice pa nimajo ljudje, ki recimo imajo začasno bivališče in tako naprej. Tako da nekje je tudi ta legalna meja, ker živimo pač v sistemu, ki legalno diskriminira, ne. Ja, pač zakon o varstvu pred diskriminacijo slovenski je v resnici zelo širok v primerjavi z drugimi, a ne, nekaterimi evropskimi državami, ampak vendarle ne našteva vseh osebnih okoliščin, ampak na koncu reče in druge osebne okoliščine. Tako da, naprimer, kraj bivanja je zagovornik že prepoznal kot osebno okoliščino, starševstvo tudi, kot dobro veste, verjetno zaradi božičnic, tako imenovanih stalno bivališče začasno, to je vprašanje za kdaj naprej, ampak vem, o čem govorite. Ja, tukaj se kar marsikaj dogaja zadnje čase. Ampak če gremo malo še na, če smem reči, eno drugo osebno okoliščino, mladi ali pa mladost in starost, a ne, kaj bi rekel gospa Žerak, kaj je tisto specifično, recimo kar sindikat Mladi Plus zaznava, zdaj, če ostanemo pri vprašanju položaja, se pravi varstvo pred diskriminacijo ali pa enake obravnave mladih. Kakšne so te specifike, s čim se mladi
soočate posebej, kaj je ključna težava in tudi ali so kakšne recimo razlike po spolu mogoče ali pa tako naprej. Izvolite. Najprej tudi hvala za besedo v mojem imenu. Mi pri našem delu res opažamo, da je položaj mladih delavcev v splošnem, si drznem reči, kar slab. Zdaj, moji moški člani se ne bi strinjali z tem, da je za mlade moške do 35. leta, da so privilegirani na trgu dela. Zdaj, kar mi opažamo, ne vem, a je to res tako povezano neposredno samo z njihovo starostjo ali pa s kakimi drugimi tudi politično-ekonomskimi dejavniki. Mladi zelo težko dobijo redno zaposlitev v Sloveniji. Če že dobijo zaposlitev preko pogodbe o zaposlitvi, gre v veliki večini primerov za pogodbe za določen čas, 1, 2 let, pogosto tudi samo za pol leta, torej gre še vedno za prekarne oblike in prej, ko se je tudi veriženje pogodb omenilo. Vemo, da zakonodaja sicer prepoveduje veriženje pogodb za določen čas dlje kot 2 leti, ampak tudi za, če rečemo temu domače ali kakorkoli že delavce, so tudi tle delodajalci blazno iznajdljivi. V bistvu si sam izmislijo novo ime za delovno mesto, pa spet za 2 leti. Si 2 leti strokovna sodelavka, 2 leti boš projektna sodelavka, pa boš 1 leto neka tretja sodelavka in tako naprej. Tako da mi opažamo, da je v zakonu tudi okoli tega res veliko raznih lukenj. Zdaj, poleg pogodb za določen čas, kar je v bistvu za ljudi naše generacije že tako kar uspeh in sreča, če sploh dobijo, so pa večinoma primorani delati najprej prek študentske napotnice. Vedno bolj se pa zdaj razrašča to prisilna espeizacija, mi temu rečemo. To, da bi so delodajalci silijo mlade v to, da morajo odpreti SP, pa čeprav delo delajo samo za enega naročnika, redno, neprekinjeno, pod njegovim nadzorom, pod njegovimi navodili, gre torej za delovno razmerje, po zakonu vsebuje vse elemente. Ampak delodajalci takih oblik dela mladim ne ponujajo oziroma zelo redko, tako da so mladi v bistvu prisiljeni sprejeti eno od prekarnih oblik. To pa v bistvu vodi v večjo nesigurnost v življenju nasploh, ker si lahko predstavljamo, če ne veš, da boš naslednji mesec sploh še imel delo in nek prihodek, je recimo nemogoče reševati stanovanjski problem, načrtovati prihodnost, družino. Mislim, težko se je osamosvojiti, če sploh ne veš, da boš vse položnice zmogel plačati. Mi v bistvu pri mladih še vedno opažamo tudi zelo veliko diskriminacijo na podlagi spola. Že v samih oglasih za delo, tle smo mi zelo pozorni, že sem na oglase za delo, se zelo pogosto preferira enega od spolov, recimo gostilne zelo rade dajo oglase simpatično študentko, delo v skladiščih, iščejo močne mlade fante in mi smo tudi večkrat naredimo kakšne lastne raziskave in smo v bistvu ugotovili, da je velika večina žensk dela v prekarnih oblikah dela že bila žrtev spolnega nadlegovanja ali pa celo nasilja in še vedno to bo tudi že omenjeno, se soočamo s primeri, na razgovor za delo mladim ženskam postavljajo vprašanja, a imajo otroke, a načrtujejo družino v kratkem in tako naprej. In mislim, tudi podatki statistični za celo Evropo, ne samo Slovenijo, pokažejo, da so ženske pogosteje ujete v prekarnosti, da delajo na pogodbah za določen čas, za skrajšan čas in to samo zato, ker v teoriji obstaja možnost, da bojo zanosile ali pa ker že imajo majhne otroke. In v tej celi situaciji mene osebno še posebej pa razjezi, pa kdaj kje iz kakih koncev politične sfere slišiš to naslavljanje te nesrečne rodnosti in že poskušajo se kdaj kakšni ukrepi iti v smer, da bi jih toliko, da ne silili ženske, da morajo rojevati, ne da bi pa uredili najprej osnovne pogoje, v katerih bi se mladi ljudje lahko čisto lepo, svobodno odločili, da si želijo imeti družino in v nekih varnih pogojih tudi načrtovati, če si tega seveda želijo. Tako da mislim, čisto, če povzamem, v tem svetu, ko mlada oseba vstopi na trg dela, večinoma ne zmore niti poletnih počitnic načrtovati, kaj šele družine ali pa kaj drugega. Se pravi, ta tako imenovana prisilna espeizacija, prekarizacija je še kar na delu, kljub temu, da vendarle, to je bil nek pojav, ki se je začel, če se prav spomnim, lahko me tudi kdo demantira, ampak še preden se je zgodila ta renesansa trga dela, se pravi, še preden je se trend spremenil. Prekarizacija ali pa espeizacija se je začela v času, ko je bila brezposelnost precej visoka in to še kar kljub samo, da se je stvar popolnoma spremenila, ustraja. Tako, Goran, to, kar ste tudi vi rekli, kako razumeti te delodajalce, ki vendarle s takim ravnanjem in početjem, v bistvu kršitvami zakonodaje, dejansko odganjajo še tisto malo proste delovne sile, ki bi jo lahko zaposlili. Sam, če lahko še kolegica najprej skomentira, pa še vsi.
Torej, zakaj je ta trend tako ustrajen, oziroma zakaj se tukaj nič ne spremeni, glede na to, da so se trendi zaposlovanja obrnili na glavo? Ja, mislim, mi vidimo tukaj dva razloga. Prvi je zelo preprost, da je za delodajalce pač ceneje. Lažje je imeti SP-jevca, ker je SP-jevc sam zadolžen, odgovoren do sebe, no, da si zagotavlja vse pravice, vplačuje prispevke za lastno socialno varnost, odgovoren za dopust, če ga hoče imeti, si mora sam zagotoviti dodatna sredstva. Tako da ja, pa ne samo, da je ceneje, kar mi opažamo, da delodajalce zelo zmoti pri našem zakonu o delovnih razmerjih, to varovanje pri tem, da te ne morajo kar tako odpustiti z danes na jutri. Medtem ko SP-jevca, ker pač če si SP-jevci v resnici business to business, tako smatra pravni sistem slovenski, kada gre za dva enakopravna poslovna partnerja in svobodna podjetniška pobuda pač omogoča, da s poslovnim partnerjem prekineš sodelovanje brez nekega konkretnega razloga. In to pač vidimo, da nekaj ta dva razloga na strani delodajalcev. Drug problem pa je, da pač kar mi opažamo, no res gre za kršitve obstoječe zakonodaje v veliki primeri prisilnih SP-jev. In ja, no, prej je bilo omenjeno, mislim, da je Goran rekel približno 250,000 pravnih subjektov, delovnih inšpektorjev pa me bo mogoče dan popravil 55 za celo Slovenijo. No, jutri bo verjetno že kakšen manj, ja. Tako da, mislim, že samo v tem stanju, ker jaz rada kdaj rečem, da sej zakon o delovnih razmerjih razmeroma, če ga primerjamo s kakimi drugimi državami, je v redu zakon, dobro ščiti delavca, ampak če ni nobenega organa, ki bi res v praksi nadziral, a se ta zakon res izvaja tako, kot je zapisan, je bolj mrtva črka na papirju. Tako da, jaz reka ta dva razloga. Ceneje, lažje odpuščanje, pa preslab nadzor na trgu dela. Okay. Vse mogoče je naivno, ampak vseeno, vedno je treba mogoče se tudi vprašati, kaj lahko naredimo tudi s korenčkom, ne samo s palico, mogoče, glede na to, da je inšpektorjev toliko manj, glede na to, da je to pravzaprav tak ogromen podsistem, ki ga v resnici ni mogoče popolno nadzirati. Skratka, vedno bo tudi ta, ki je močnejši, znal iskati luknje v zakonu, izigravati zakone in tako naprej. Se to vemo, to iz vseh politik, iz vseh podsistemov enako. Ampak to, kaj bi lahko bil ta korenček, mogoče to pustimo za kakšno drugo okroglo misel. Izvolite, ja. Ja, mogoče bi pa res to zadnjo temo rad komentiral. Mislim, da sindikati se zelo dobro zavedajo, da je njihov boj, ali pa ne, bom rekel kar boj za izboljšanje pravic delavcev pa njihovega položaja pa delovnih pogojih, veliko osredotočeni praviloma, mislim, prav je, da je osredotočena delovnopravna zakonodajo, ki se je skozi leta razvijala, da je prišla do nekega standarda, ki ga ima danes. Ampak če te uspe imeti ljudi zaposlene, tako da za njih ZDR ne velja, pol si zmagal. Pol tudi sindikati se lahko v prazno pogovarjajo o ZDR-ju, ker itak ne bo veljal. In tudi ta sama espizacija ali pa dejstvo, da je nekdo samostojni podjetnik, ni nič narobe s tem. Mogoče je neka formalna oblika, ki jo mi imamo napačna, mogoče moramo SP ukiniti, pa si lahko samo en osebni del, ampak samo dejstvo, da si ti samostojni podjetnik, nič ni s tem narobe, dokler ti imaš stranke, delaš pod svojimi pogoji, stopaš v neke poslovne odnose s temi osebami, nisi od enega ekonomsko skozi odvisen, in je treba tukaj to ločnico potegniti. Tam se pa potem neko delovno razmerje, ki dejansko de facto obstaja, prikriva, bodi si zdaj z SP-jem, bodi si s kakšnimi franšizami, bodi si z avtorskimi pogodbami ali kakršnimi koli drugačnimi drugimi oblikami formalnim dela, se pa zgubi to, kar je tudi Martina pregovorila. Znotraj delovnopravne zakonodaje je delavec šibkejša stran. Znotraj poslovnega odnosa smo horizontalno vsi enaki, znotraj poslovnega odnosa enega naročnika pa nekega izvajalca ni nobenega razloga, da bi rekel, taj pa šibkejši, on pa posebne pravice. In tukaj je treba nekako presekati in mislim, da so tudi te elementi delovnih razmerij, ki jih imamo mi zdaj v zakonodaji in ki jih tudi inšpektorji uporabljajo v praksi in sodišča, bili narejeni v času nekih teh industrijskih odnosov, kjer je bil delavec definiran tudi pravno gledano kot industrijski delavec za tekočem traku, dela pod nadzorom za sredstvi delodajalca in tako naprej in tako dalje. Da mogoče danes imaš tudi druge oblike dela, ki ni nujno, da imajo vse te kumulativno izpolnjene pogoje, da so definirani tudi pravno gledano kot delavec, medtem ko v sociološkem smislu so delavci. Tudi nekdo, ki dela na svojem lastnem računalniku ali pa deloma pod svojimi pogoji, je lahko v nekem podrejenem odnosu. In mislim, da moramo, in tudi mislim, da ta direktiva o platformnem delu malo odpira ta prostor, je treba malo ponovno razmisliti, na kakšen način bomo v pravnem smislu definirali delovno razmerje, da bo vsak delavec, ki je sociološko delavec, tudi pravno delavec. Mislim, da je to neki izziv za naprej za delovno pravno zakonodajo, ker nikakor pa nočemo
ena, da bi delovnopravna zakonodaja veljala skozi za manjše število oseb, ali pa da bi zaradi pritiska zdaj mi začeli delovnopravno zakonodajo z nekimi korenčki mehčati, zato da bi ta dva statusa prišla nekako skupaj in pa bi ne maš na koncu bil in bi v bistvu prišli, 50 let nazaj, kar se tiče standardov. Ne. Dobro, kar izvolite. Sem mogoče malo nadaljevala, ker nam se tudi to zelo pomembno, no, da se pri SP-jih res naredi ta ločnica, te, ki so pač dejansko podjetniki z nekim svojim produktom, storitvami, kakorkoli, in pa med temi, ki so prisiljeni delati preko te oblike. Ne. Ker to recimo zdaj pri platformnem delu, ki si odprl, tle mi opažamo, no, pač te, ki jih vidimo po Ljubljani, ki šibajo za Volt pa Glovo, te ljudje so v izredno podrejenem položaju napram tem aplikacijam. Oni nimajo možnosti se odločati, koliko bojo zaračunali za svojo storitev, recimo, kar bi pri svobodnem podjetniku samostojnem pričakoval, da bo lahko, ampak delajo izključno pod njihovimi pogoji. Tudi recimo pogodbe o sodelovanju, ki jim dajo za podpisati, imajo noter celo člen, da lahko platforma enostransko spreminja pogodbo, sprejema anekse in vkolikor se ta delavec, poslovni partner, ne strinja, preprosto neha delati za njih in tako je. Če pa nadaljuje z delom, pa pomeni, da je sprejel nove pogoje v aneksu. Ne. In pa se zdaj počasi za njih plačilo niža, pričakovanja so vedno večja in tako naprej. Ja. Je pa tudi res, da je pa pač tudi tako taka nova stvar, no, zato ker nimaš neposredno šefa nad sabo, nekoga, ki ti mori, pa gnjavi moraš iti delati, ampak to vlogo upravi aplikacija, ne algoritem. In ja, zdaj upamo tudi mi, no, da bo ta direktiva nekako prenesla to, da bomo mogli v zakone spraviti to, da je tudi algoritem lahko šef. Ker pa tudi opažamo pri teh delavcih, no, ko smo lani se zelo veliko ukvarjali skupaj z njimi, no, se organizirali proti platformam, tudi oni imajo ta občutek, da zato, ker jim aplikacija nalaga delo, da nimajo šefa in jim resnici ta SP pozicija ustreza vse do točke, ko ne pride do kakšne poškodbe, pa ne morajo delati ali pa ko bi želeli iti na dopust. Tako da ja, mene tudi čisto na tej ravni neka ideologija, no, že malo skrbi na tej točki, ker ta individualizem se je res tako razrastel okoli, da se mi kdaj zdi, da res ljudje, delavci res verjamejo, da so freelancerji, v resnici pa če gledamo čisto materialne pogoje, so pa dosti podobni kot nekdo, ki dela na minimalcu. Ne, tako. Ja, težava je ta lažni občutek svobode, a ne odločamo o sebi, o svojem delovniku in tako. Na drugi strani pa ta v bistvu regresija delovskih pravic, ne, oziroma standardov varstva delovskih pravic. Bomo šli naprej, gospod Ivan, bomo šli naprej. Gospod Štanfelj, omenjene so bile nekatere panoge že danes na tej okrogli mizi, kjer tudi to, kar je gospod Lukič rekel, recimo delo v trgovinah. Ampak vseeno, bi vas vprašala, prihajate le iz, mislim, da je največjega sindikata, bi lahko rekla, ne, ki pokriva tako imenovani zasebni sektor. Kaj pa vi opažate, morda v smislu, katere skupine delavcev so posebej ranljive, zaradi česa, mogoče kakšne specifične panoge, specifični poklici. Recimo zanimivo je to, ne, položaje ljudi, ki so zaposleni v zasebnem sektorju preko teh franšiz v recimo raznih večjih podjetjih. Skratka, zanima me, ali lahko bi zdaj izpostavili, ne vem, 2-3 skupini, primere, poklice, panoge, kjer je recimo situacija posebej težka. Kar govorite, izvolite. Ja, hvala za vprašanje. Ja, kaj pa jaz vem, v bistvu mogoče bi se bolj osredotočila na kakšne te osebne okoliščine. In sicer govorili smo o pomanjkanju delavcev, tukaj bi se tudi navezala na to SP-jev, bi še en vidik v bistvu izpostavila, da veliko večina teh SP-jev tudi plačuje minimalne prispevke za pokojninsko varstvo, kar nekako potem tudi vodi v nizke pokojnine in pa revščino teh SP-jev, kljub temu, da mogoče v teku delovne dobe niso tako slabo živeli oziroma so si pač prikazovali dohodke niže, kot v resnici so jih prijemali. Zdaj, mogoče bi izpostavila področje trgovine in pa področje enakega plačila. Tukaj opažamo v bistvu, da ker je pač pomanjkanje delavcev, se tem novozaposlenim, mladim zaposlenim v bistvu ponujajo višja plačila, kot jih imajo obstoječi zaposleni, in tukaj tudi prihaja v bistvu do diskriminacije starejših. Tako da imamo v bistvu tudi primere, ko nekdo, ki dela preko študentskega servisa, ima višjo urno postavko,
kot pa redno zaposleni tudi za 30 let ali več delovne dobe. Potem v bistvu imeli smo v bistvu tudi primere, ko v bistvu delodajalci želijo odpustiti delavca, ker se mu je poslabšalo zdravstveno stanje oziroma je dobil neko odločbo invalidnosti, ker v bistvu niso pripravljeni prilagoditi delovnega mesta, niti niso pripravljeni ponuditi delovno mesto za skrajši delovni čas, čeprav jim to nalaga pač odločba ZPIZ-a. Tako da v bistvu vem za primer recimo voznika v mednarodnem prometu, ko je dobil odločbo, da lahko dela le za polovični delovni čas, delodajalec je rekel, da takšnega dela za njega nima in pa ga je silil, da dela v bistvu polni delovni čas s tem, da se je pač plačilo za razliko delovnega časa nakazovalo, mislim, ne nakazovalo, ampak izplačalo pod mizo oziroma na roke. Bi pa mogoče tudi jaz upozorila še na kršenje načela enakega plačila na podlagi spola. In sicer že več kot 10 let v bistvu strokovnjaki ne opozarjajo. Izpostavljeno je bilo tudi že področje socialnega varstva zdravstva, kjer so v bistvu najvišje razlike v plačilih med moškimi in ženskami. Skrati pa v bistvu strokovnjaki ne opozarjajo, da pa podrobnejši podatki na ravni individualnih podatkov pokažejo, da ženske na istih delovnih mestih pri istem delodajalcu ob enakih izkušnjah in izobrazbi zaslužijo povprečje tudi 40% manj, kar v bistvu nakazuje, da so ženske v bistvu že v samem štartu uvrščene pač v niže izhodiščne plačilne razrede. V bistvu zdaj pomemben dejavnik, ki pa ohranja pač to zavedanje o diskriminaciji, ker če mi vprašamo ljudi, če vprašamo ženske na terenu, bojo rekli, da so enako plačane, kar seveda ne drži. To nekako pa poganja v bistvu onemogočanje dostopa do anonimiziranih podatkov o plačah. To se pravi, zaposleni nekako ne moremo zahtevati podatkov o višini plačil na primerljivih delovnih mestih v podjetju, kar je seveda velik problem. Menimo, da bi bilo recimo to možno tudi dostopati preko sindikalnih predstavnikov. Vsekakor bi pa tudi mi smo v bistvu že vrsto let opozarjali tudi na te diskriminacije pri izplačilu delovne uspešnosti, tako da smo veseli, da je zagovornik to diskriminacijo prepoznal, da jo je prepoznalo tudi upravno sodišče. Tako da vemo sicer, da je bila sodba potem drugačna na delovnem sodišču, tako da pač upajmo, da bo tudi vrhovno sodišče temu pritrdilo. Hvala. Jaz bi tle samo eno stvar komentirala, ker ste se že tudi nekateri drugi gostje dotaknili tega problema in sicer nedostopnosti podatkov razčlenjenih v posebnih okoliščinah, vključno z javnim sektorjem. Recimo zagovornik načela enakosti, odkar je, pravzaprav, odkar obstaja, sistematično vse odločevalce ves čas opozarja na ta problem. Namreč ni diskriminacije, če jo ne moreš dokazati. Ne? Tako da to, kar ste rekli, netransparentnost plačil, eden od problemov, zelo si obetamo veliko, gospod Juvan, od direktive o transparentnosti plačil, ki jo boste morali kmalu implementirati. Ampak ne nazadnje, marsikaj bi se dalo že ta trenutek z bolj tehničnimi rešitvami, bom rekla, če ne druge, vsaj začeli bi lahko v javnem sektorju, pa saj recimo pri 2 podatkih, kot sta starost pa spol, če odmislimo ta najtežje, recimo osebne okoliščine, ki zahtevajo neko samoopredelitev, ampak so že izbrani podatki. Tako, zdaj nas že majčken čas preganja. Kar izvolite, gospa Vuk. Na to ta zadnje, glede podatkov, zdaj se pogajamo o novem plačnem zakonu. Žal ni nujno, da ga bomo dočakali in da se bomo tudi dogovorili, ampak če se bomo, potem je eden od členov, ki določa, kateri podatki se bojo zbirali, tudi obvezno poročanje po spolu, ravno zaradi tega, ker velja ta fama, plače v javnem sektorju so javne,
vse lahko zvemo, potem pa, ko priješ do konkretnega, pa v resnici marsičesa ne moremo zvedeti. Zato je bilo eno od naših teh zahtev ali pa izhodišč, s katerimi štartamo in ki jih zahtevamo čim več javno objavljenega. Tudi, naprimer, zdaj, ko bo malce, ne bo več ocenjevanja, bo pa nekoliko drugačen način dodeljevanja in ugotavljanja upravičenosti do delovne uspešnosti, torej, da je to ne zdaj javno z vidika, da ima vse objavljati, da so vsi, javno znotraj delodajalca. To po spolu pa seveda poročanje, tako kot je zdaj v ta ISPAP in potem, da bo vsem dostopno. Zakaj? Zato, ker je veliko skritega tako vmes. Plače so javne, plačni razredi so znani, ko pa pridemo do konkretnih izplačil, so pa bistveno drugačna, kot kaže ta javnost plač, da se kokar nič ne da in da je za vse jasno, koliko kdo dobija. Pa sam še to bi, ta drugač direktiva o transparentnosti je absolutno nekaj, česar se jaz tudi zelo veselim. Kako jo bomo uspeli implementirati, zdaj smo tudi dobili poziv ministrstva in se bo oblikovala delovna skupina, zato tukaj lahko pričakujemo zelo resne upore delodajalcev in ne bo pomembna samo z vidika enakega plačila po spolu, ampak bo zelo pomembna z vidika celotne transparentnosti, kako se stvari dogovarjajo, kako so določene, kako je roka roko, kako se mi dva drugače zmenima kot ona dva za plačo in jaz nimam pravice vedeti, kakšna je ta druga plača in to ni nujno vezano samo na spol, ampak na vse različne osebne okoliščine in tudi osebne preference, in bo to zelo pomembno, kako bomo to imeli, pa tudi z vidika statistike, analiz in potem možnega sprejemanja ukrepov. Zdaj pa samo še zadnja stvar glede teh plačil, prej je Irena zelo lepo rekla, kako si prikazujejo. Jaz ves čas govorim, ne kakšno plačo kdo ima, ampak mi imamo en ogromen diapazon možnosti, da si ti prikazuješ plačilo in na podlagi tega, kaj si prikazuješ ali pa kaj ti delodajalec prikazuje, se potem plačajo prispevki in davki. In to so take razlike. In ko recimo gledamo zdaj v javnem sektorju si tega ne moreš, na srečo, ampak ko gledamo primerjavo, recimo vzamemo poklic, ki je zdaj zelo na tapeti, pa zelo popularen, zdravnik, zdravnica, Fides stavka, zdravnice, zdravniki stavkajo, tisti, ki pač stavkajo, zahteve so višje plače. Legitimno v redu. Ampak te isti člani in članice Fidesa, ki pa so koncesionarji ali pa zasebniki, kakšne plače si prikazujejo? Dajmo pogledati enkrat, pa ne moramo pogledati, ampak dajmo enkrat, mogoče pa to ta transparentnost tudi prinesla, kako si prikazujejo vsi koncesionarji. Kakor so vse enaka pravila, ne prikazujejo si takih plač, kot jih zahteva v javnem sektorju, ni šans, zato ker pač prispevki pa davki, dajmo biti racionalni, dajmo se znajdati, dajmo pač optimizirati. To vse so samo izogibanja in izigravanja in v resnici cel sistem pa vsi, celotna skupnost je zaradi tega na slabšem. Če smem samo dodati, takoj vam dam besedo, gospod Lukič, če smem samo dodati, to je bilo že danes omenjeno, ampak to je res velik problem, ki ga je treba tam pri izvoru reševati, to pa je, bom rekla, prikazovanje, davčna politika, prikazovanje profitov pri zasebnikih, se pravi vsi, ki imajo del OE, kako je možno, da so tako rekoč vsi zaslužijo skoraj da minimalne plače. To je ta zgodba in tle smo spet nekateri potem v neenako vrednem položaju, ker pač nam pa država odvede prave davke na prave plače, recimo. Ampak da ne bomo, zdaj pa še gospodu Lukiču, potem pa bomo zaključili z enim kratkim vprašanjem, ki pa ni enostavno. In ga boste imeli tudi zelo malo časa za odgovoriti, ampak vi ste se hoteli referirati na nekaj še v zvezi s tem, kar je bilo zdaj povedano. Jaz mogu biti zelo hiter, glede podatkov. In sicer, zdaj ko govorimo o stereotipizaciji, feminizaciji, diskriminaciji, zdaj, koliko mi sami gledamo, ko gledamo dnevne te primere, to se tudi na telesu pozna. Torej, ko govorimo o podatkih, recimo, bilo bi zelo zanimivo, skoraj da nujno, da se povežejo diagnoze s poklicnimi skupinami, za starostjo in za spolom. Ker recimo konkreten primer, ko se to poveže, je recimo čistilka, ki ima fibromialgijo.
In to ni slučajno. Torej, vse več čistilk ima kronični bolečinski sindrom fibromialgija. In to ni, kako ponavljam, še enkrat, ni slučajno, to je posledica samih pogojev dela in dvojne bremenitve teh čistilk, torej in na delovnem mestu in doma. In kaj se dogaja, v bistvu lahko gledaš longitudinalno, lahko gledaš proces propadanja telesa od 25 leta naprej do 50 leta. Tam nekje pri 45 se začne pojavljati fibromialgija. In to v bistvu k nam prihaja vse več in več, v bistvu iste politične skupine, iste starosti ženske z istimi diagnozami. Torej mišično-kostna obolenja, kronični bolečinski sindromi, L4, L5 so uničeni. Skratka, in to so konkretne iste politične skupine. To so v bistvu konkretne skupine, ki so dvojno obremenjene. In zanimivo, predvsej žalostno, da to vse se vidi preko diagnoz. To se vse vidi preko Zavoda za zdravstveno, ko dajemo pritožbe, ko potem Zavod za zdravstveno v imenu tega, da je pač to finančne bremenitev, ker so predokne bolniški, te se je pol nazaj pošilja delati. In potem se v bistvu še bolj znucajo z istimi diagnozami. Tako da, mogoče malce cinično ali pa mogoče malce neverjetno zmožnosti, ne rekel, ne samo glede finančnega dela, glede plač, ampak podatkovne baze treba pogledati tudi z vidika v bistvu obremenitev kot celotnih v bistvu pogojev dela. Tako je. In tukaj mislim, da bi bilo zelo nujno, da se to pogleda, ker v tem trenutku še baš se nalaž pretiravo ali pa tudi ne, to je vprašanje za strokovnjake, se ravno to dogaja. Epidemija mišično-kostnih obolenj zaradi dvojnih obremenitev istih političnih skupin, iste starosti, istega spola. Hvala, zelo zanimivo, hvala za to opozorilo, tudi jaz sem tako čist malce že iz medijev zaznala, da se že začenja govoriti o tem, o tipičnih zdravstvenih posledicah, tipičnih nekaterih poklicnih skupin, tako da očitno se to začenja odražati. Veliko tega, kar ste danes povedali v smislu primerov in hvala vam za to, da ste bili tako plastični, tako ilustrativni, ker je tako najlažje razumeti problem diskriminacije, je pravzaprav povezani s tem, o čemer mi rečemo, ki se z diskriminacijo ukvarjamo, bolj, bom rekla, na tej pravni ravni, presečna diskriminacija, intersekcionalna diskriminacija, tako rekoč vsi ste govorili o tem, imamo več osebnih okoliščin hkrati, državljanstvo, pripadnost, spol, zdravstveno stanje, tudi da ne bi še o invalidnosti posebej, kjer je situacija še bolj zaostrena in tako naprej. Tako da kar bi pa zdaj morda za zaključek vas prosila je pa tako, če lahko si zamislimo, da bi imeli vso moč tega sveta in vse vire tega sveta v enem stavku, zato da zaključimo malce bolj optimistično, da vendarle imamo ideje, vsaj kako to rešiti, če že ne vseh drugih pogojev, v enem stavku, če lahko vsak reče, kaj bi bilo tisto prvo, pa če lahko malo ostanemo v tem kontekstu diskriminacije, seveda, kaj bi bilo tisto, s čemer bi začeli? Recimo, da imamo čarobno paličico. Gospa Štramfel, pa gremo pa kar po vrsti. Mogoče bi rekla, da je treba začeti v bistvu z izobraževanjem vzgoje že otrok, mladostnikov, pa tudi že v vrtcu, v bistvu, ker vemo, da diskriminacijo nekako poganjajo predsodki, stereotipi, strah pred drugačnostjo. Tako da mislim, da je treba v bistvu spreminjati družbo v smeru večjega sprejemanja vseh in drugačnih. Jaz si bom kot najmlajša za tem omizjem dovolila biti mogoče malo bolj radikalna. Zelo na kratko, jaz mislim, da ne vem, za mlade se rado reče, zdaj ste še mladi, zdaj ste še optimisti, pa polni upanja. Jaz bi rekla, da mi rabimo en zelo širši družben najprej premislek in pol odločitev, da rabimo nek drug, bom tako zelo akademski izraz uporabljal, produkcijski način, ki ne bo temeljil na temu, da se ustvarja zasebne dobičke, ampak da se zadovoljuje družbene potrebe, da se najprej poskrbi za ljudi in za naravo in mislim, da bomo pol imeli vseh teh problemov, o katerih smo mi govorili, veliko manj. Hvala, kar naprej. Saj ste rekla, če bi imel moč, da absolutno, ne? Okay. Ali pa čarobno paličico. Pol bi verjetno prvo odpravil diskriminacijo na področju lastništva produkcijskih sredstev, torej razred. Ti si starejši.
Martina Vuk. Pa potem bom jaz zdaj konzervativka, ali kako, da ne bomo nadgrajevali tega. Ampak, če bi imela jaz to moč, bi najprej samo dosegla to, da bi vsi delali by the book, lepo slovensko rečeno. Da to, kar imamo, da bi se tega resnično držali vsi z vseh strani in potem bi pogledali rezultate. Pol bi šli pa lahko naprej, ne? Goran? Jaz ne vem, če si iskreno, da bi rekel, kaj si mislim, če bi imel vso moč. Približek, mogoče za začetek, vsem tem slabim delodajalcem bi začetek vzel pravilno sposobnost. To bi mogoče dober začetek. Dobro. No, in da nadaljujemo v tem kreativnem duhu naprej, zdaj pride čas, ko damo besedo publiki, v gostjam in gostom v občinstvu. Kdor želi komentirati, nadaljevati z dobrimi predlogi za rešitve ali pa čim tretjim, naj kar nakaže to svojo željo z hvala Nina. Z roko in bo kolega Jaka prinesel mikrofon. Prosim vas samo, da ste kratki, vendar da se hkrati tudi seveda predstavite in poveste, ali postavljate vprašanje ali pa zgolj komentirate. Izvolite. Dober dan, Barbara Leder, sicer javni sektor, ampak vseeno par predlogov oziroma problemov, ki ste jih omenili, verjetno izhajajo iz privatnega sektorja. Moje izkušnje delovanja s sindikati so pozitivne, pri nas imamo 2. Tudi diskriminacija na podlagi vere, imamo eno javno uslužbenko, ki je muslimanske vere in tudi kolikor se seveda le da, omogoča izpolnjevanje njenih dolžnosti, je pa veliko odvisno od delodajalca. Marsikaj se da dogovoriti, če je volja z obeh strani. Tako da ja, vsi tisti, ki vlagajo napor, jaz mislim, da dosežejo rezultate, tako da kar pogumno naprej še ostali, tako da se. Hvala za to pozitivno sporočilo, to smo morda potrebovali. Še kdo bi želel kakšen komentar, vprašanje za naše goste? Ne, dobro. V redu, potem bomo počasi sklenili ta naš dogodek danes. Samo pogledam, če sem pozabila kaj ključnega povedati. Pred zahvalami mislim, da dam besedo še predstojniku Mihi Lobniku za sklepne misli, bomo rekli. Prižgano je. Ja. Torej, hvala lepa za res zanimivo debato. Jeleni, ki jo je vodila, in vsem vam, ki ste sodelovali na tak zelo interaktiven in način, ki je prinesel v bistvu v to razpravo tisto širino odzadja, ki ga vprašanje diskriminacije v okviru delovnih mest, v okviru zaposlitvenih pogojev predstavlja. Jaz ne bom zdaj popolnoma korektno povzel vseh bistvenih stvari, ki ste jih povedali, ampak samo nekaj asociacij in prvih odzivov podal na to, kar je bilo povedano. Pomen zgodb, ki jih je začel pripovedovati Goran in vsi ostali, za naše delo je izjemen, zato ker mislim, da se je v tej debati izkazalo, kot sicer pri diskriminaciji že večkrat, da so lahko predsodki, lahko so osebni razlogi, pomemben razlog, zakaj diskriminacija poteka na tej najbolj osnovni, medčloveški ravni. Vendar pa smo skozi današnja pričevanja in vaše izkušnje ponovno videli, da se diskriminacija v družbi generira tudi skozi nekakšen strukturni kontekst. To pomeni, da do nje prihaja tudi zato, ker se upadajo različni načini delovanja in v njej rezultirajo. Zato je tako kompleksna in zato se ne moramo v bistvu ustaviti samo pri tem, da moramo v bistvu z izobraževanjem doseči nekakšno splošno empatijo vseh ljudi do ljudi, ki jih zaznamujejo osebne okoliščine. Namreč
tako kot je bilo rečeno, se včasih zdi, da so osebne okoliščine bolj kot osnovni razlog diskriminacije nekakšne oteževalne okoliščine, da so seveda ključni razlogi tudi neka strukturna neravnovesja v moči in da tisti, ki jih zaznamujejo določene osebne okoliščine, v teh procesih, če tako rečem, nastradajo še toliko bolj in se seveda združujejo, kot je bilo rečeno, v kombinacije, v neke kompozite presečne diskriminacije, torej tam, kjer se učinkuje več teh zakonom opredeljenih oblik, ki so lahko prepovedani vzroki. Seveda pa naletimo tukaj takoj na vprašanje učinkovitih pristopov soočanja s to realnostjo. Ne? Zdaj, že za samo razumevanje širine smo danes potrebovali vas kot sogovornike in vprašanje, ki se vrača instituciji, ki je ta dogodek pripravila, tako kot priročnik, je seveda, kakšne so njene moči in pooblastila za interveniranje v te situacije. Ko je bila ta institucija ustanovljena pred 7 leti, zakonom o varstvu pred diskriminacijo, je bila dana pooblastilo nadzorovati, ne pa sankcionirati pojave diskriminacije in 7. maja, torej čez manj kot mesec dni, bodo na evropski ravni prišle nove direktive o standardih delovanja tovrstnih institucij. Za Slovenijo je to priložnost, da pravzaprav odpre vprašanje o tem, ali naj taka institucija ima tudi več mehanizmov sankcioniranja. Namreč, do sedaj živimo v razmerah, torej imamo takšen red, da naša institucija lahko ugotovi neodvisno z objektivnim postopkom, da je do diskriminacije prišlo, vendar mora vsakršno sankcionirati, prepustiti prej omenjenim in danes žal odsotnemu inšpektoratu za delo. Torej, lahko vidimo, da je učinkovitost našega dela povezana na koncu z učinkovitostjo nekega drugega akterja, pristojnega inšpektorata, glede na področje, kjer se je diskriminacija zgodila. V tem smislu vse več analiz našega dela kaže, da bi bilo učinkovito, če bi imeli poleg ugotavljanja tudi možnost seveda odzivanja se na te razmere, če ne smo prepuščeni temu dobronamernosti kršiteljev, da pravzaprav naše ugotovitve slišajo in na njih reagirajo. To seveda bo izziv za ministrstvo, ki ga predstavlja državni sekretar Dan Juvan, kajti to ministrstvo je tisto, ki bo pripravilo spremembo zakonodaje, v tem primeru ZVART v odziv na evropske direktive. Zdi se mi pomembno, da v tem kontekstu še enkrat omenim, da tudi pri našem delu naletavamo na to seveda kreativnost, ki jo je predstavnica Mladih plus dobro opisala, namreč od veriženja na način preimenovanja te tako neavtonomne espeizacije, ne, tudi sami ugotavljamo seveda, da so velikokrat žrtve diskriminacije v tem precepu, da morda razvijajo zavest o tem, da razumejo, zakaj čutijo, da so v slabšem položaju, nekako pa tudi potem postanejo sami apologeti te situacije. Ne? In sicer, da je pač ta situacija za njih vseeno koristna in tako naprej. In spet nazaj, le z inštitucijo, ki je opolnomočena, da prekine to vrstno sodelovanje, sodelovanje, ki samo upravičuje svoje izkoriščanje, lahko seveda na drugačen način posežemo v ta razmerja. Zbiranje podatkov ni problem samo na področju dela, ampak je splošen problem, namreč nek odpor se kaže, mogoče gre za neko vrsto instinktivnega odzivanja večjega števila institucij, da bi mi prišli do bolj konkretnih podatkov. Ne? Zdaj bom povedal še en primer, ki ga bomo v naslednjem letu bolj naslovili. Mi imamo tudi v zvezi z torej mi v letnem poročilu izpostavimo, kako različne državne inštitucije
delujejo v smislu varstva pred diskriminacijo. In ko dobivamo od policije, recimo zakon o prekrških zoper javni red in mir ali pa kazenski zakonik, kjer so dejanja, ki izpolnjujejo znake diskriminacije, pravzaprav dobimo eno gručo podatkov. Mi ne dobimo podatkov ločenih potem, koliko nasilnih izgredov je bilo zaradi rasizma, koliko je bilo zaradi nacionalizma, koliko je bilo zaradi homofobije in tako naprej. Odgovor je že vrsto leto enak. Ne? Pač policija tega tako ne zbira. Ampak da ne bo pomode, tudi sodišče tega tako ne zbira. Je prekomplicirano. Ne? Torej opažamo, da je to, da tudi na področju dela ne pridemo do razumevanja pomena podatkov, mogoče naš družbeni deficit, ta zavest o tem, da dokler ne bomo podatkov uredili, seveda ne bomo videli strukturne slike in če ne bo strukturne slike, ne bo razumevanja dogajanja in ne bo mogoča konstruktivna debata o tem, a je treba v to dogajanje poseči in s katerim ciljem, tako da se bodo seveda ti podatki spremenili. To se mi zdi, da ostaja ena taka osrednja naloga in na tej zavesti moramo delati skupaj, če želimo seveda strukturne premike povzročati. Namreč veliko, poti sta samo dve, ne? Eno je odzivanja na, poti je seveda ogromno, ampak dve sta bistveni, odzivanja na stiske ljudi oziroma na konkretne postopke z večjimi pooblastili, drugo pa pravzaprav boljše strukturno delovanje, ki pa pomeni sodelovanje vseh inštitucij. To bi jaz dodal kot prve asociacije na ta dogodek. Kot rečeno, smo tudi ta dogodek posneli, poskušali ga bomo čim bolj javno distribuirati. Zahvalil bi se pa tudi kolegici Jeleni Aleksič z ekipo našega sistemskega oddelka, ki je pripravila to okroglo mizo in še enkrat gostjam in gostoma za sodelovanje. Hvala lepa vsem. Hvala še z moje strani, jaz bi se zahvalila vendarle še dvema pomembnima akterjama, najprej obema tolmačkama slovenskega znakovnega jezika, gospej Tanje Đuljati Davinič in Kaji Novosel, in pa seveda knjižnici Otona Župančiča, ki nam je skupaj z ekipo omogočila organizacijo tega dogodka in ne nazadnje gostjam in gostom te zanimive današnje okrogle mize. Hvala še v mojem imenu. Srečno.